račk, poleg raznih ptičev, ki živijo na Ljubljanskem barju, glodavcev, kač, raznih plazivcev, imamo prav posebno vrsto želve prav v Ljubljanskem barju. Je verjetno najbolj legendarna nutrija. Nutrija je drugi največji glodalec na svetu. Najdemo jih sicer v Južni Ameriki in so mogoče glih zato zanimive, ker jih lahko najdemo tudi na Ljubljanci. Čemu je pa podobna nutrija? Nutrija v bistvu zgleda kot ena velika podgana z ogromnimi oranžnimi čakani. Tiste dva velika zoba ima. Jaz sem jo včeraj videla, pa to je bila nutrija. Tako, to je bila potem verjetno nutrija. So kar velike, večje pač kot navadne podgane, plave, zgledno je keni bobri in na Ljubljanci pač nekako ni več bobrov, tako da če vidite kaj tazga, kar plava noter, je to nutrija. Nutrije so pa sem prišle, ker so jih včasih ujeli na barju zaradi krzna in potem seveda eni pravijo, da so jih spustili, eni pravijo, da so jih ušle. Vsekakor vemo, da jih je danes vse polno in če gremo po barju gor in dol, lahko vidimo njihove luknje, v katerih živijo te naše ljubljanske nutrije. A imamo kaj želv? Ja, želve so. Veliko je teh ameriških rdečevratk, ki jih pač ljudje spuščajo v njim tuje okolje, kjer so se izredno razmnožile. Do kakšnih številk so se razmnožile, se to lahko vidi, če greste na Ljubljanski bajer, kjer so samo še te. So pa na Ljubljanskem barju tudi prav posebna vrsta želve živi na tem barju in to je endemična vrsta, ki pa ravno zaradi naselitve tujih vrst v bistvu ogroža te vrste in zato lahko apeliramo na tem mestu ne spuščati želv v naravo. Nasplošno ni dobro, če spuščate kar ene živali. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da v bistvu Ljubljansko barje ni smetišče, ni neuporabno, je izredno uporabno. Vem, da občina Ljubljana in nasplošno vse te občine na barju podpirajo recimo konjerejo. In namesto teh intenzivnih poljščin, kot so koruza, da se raje tam pasejo konji. Konji, ker vemo, da so najmanj invazivni v bistvu za okolje. Nas pa lahko zakonsko preganjajo, če se kopamo, ali kaj? Prav prepoved je, da se ne smemo kopati? Ja, obstaja prepoved o nekopanju, zaradi tega, ker pač v 70-ih letih je bila onesnažena reka Ljubljanca. Drug problem pa je glih zaradi tega, če bi se recimo kdo napil, pa vzel kakšno gumo ali pa kaj takega, pač počas plul po reki Ljubljanci, reka ima tok. In ne glede na kateri strani bi se kopal, če bi recimo malo zadremal na tisti svoji blazini, bi lahko kar naenkrat se znajdel v samem središču mesta. Tam je zelo težko ven prideti, ker so samo sem pa kakšne lojterce. In če ne bi bil dosti priseben, da bi ven splezal, bi ga lahko potegnili v zapornice in potem bi bilo to. Sicer pa Ljubljanca, ko pridemo enkrat tako na Ljubljanco, kot smo danes na njej, pazimo, da ne smrdi. Ljubljanca nima kanalizacije, ki bi tekla v tistih nekaj večjih delov, če tako rečem, razen Rakove Jelše, v bistvu cela Ljubljana gre v čistilno napravo. To je 95% vse kanalizacije, zato je Ljubljanca čista. Ni pa še toliko čista, da bi zadostila mogoče te neke standarde kopališča. Zato so te ideje o kopališču malo problematične, zaradi tega, ker moramo vedeti, da so te standardi danes precej visoki. Ljubljanca pa teče skozi barje, na barju pa ogromno njiv, vrtov, kmetij in seveda ni povsod urejena kanalizacija, ki bi tekla v čistilno napravo, ampak teče to posledično v reko Ljubljanco skozi padavine in tako naprej. In zato Ljubljanca dobi tudi včasih tako
velike alge, ki noter plavajo. In, zanimivo je to, da ker imamo pač zapornice na Ljubljanci, ne, ki omejujejo, da bi šli recimo okoli otoka z ladjico, to ne moramo narediti. To nam v bistvu, če bi bilo zelo dolgo vroče poletje, se ta voda ustavi. Ustavimo vodo, voda ostane tukaj in kot veste, kmetje ponovadi gnojijo pred večjimi nalivi, če pa to recimo samo krajša ploha, gre ogromno teh gnojil v reko Ljubljanco, ampak kamor ne utečejo. In zato se tukaj potem začnejo razmnoževati dostikrat alge, te začnejo požirati ves kisik in pa lahko vidimo kakšno ribo, ki zna hrbtno plavati. Ljubljančanka, hej, hej, Ljubljančanka, kam ste namenjena? Leta 1857, ko železnica, ki do takrat že teče od Dunaja do Ljubljane, gre vse dol do Trsta in v tistem istem letu praktično ves promet na reki Ljubljanci zamre, ker se preseli na železnico in izgubimo v bistvu ta transporten pomen reke se za Ljubljano mogoče izgubi in Ljubljančani so več ekonomsko odvisni od reke, tudi manj se uporabljajo za hrano, ker naenkrat dobivamo hrano iz vse povsod, ne ravno zaradi železnice. In ljudje se začnejo odmikati od reke. Tudi sama naselja se selijo iz tega mestnega jedra bolj proti Železnici, bolj proti Rožni dolini in tako naprej. Enostavno umikamo se stran od reke, ne rinemo več nej, tako kot je v bistvu stara Ljubljana izgrajena med reko in Grajskim gričem. Dve naravni značilnosti, ki jo definirata. Ko da Plečnik se odloči, da bo pripeljal nazaj Ljubljančane do reke Ljubljanice in reko življenja Ljubljančanov. In zato naredi te stopnice, ki so nekako zaživele in še danes živijo in v bistvu je njegova ideja delovala, njegov koncept je pravilen in se mogoče tukaj kaže ta Plečnikov funkcionalizem v njegovi arhitekturi. Sicer pa Ljubljanca danes gosti ogromno enih živali, ki mogoče niso naravno tukaj. Recimo vse te račke, ki plavajo na reki Ljubljanci, so bile vsem pripeljane. Namreč, Ljubljansko barje je zelo znano kot pribežališče in prebivališče ptic. In tudi že Valvazor je pisal o tem, da tukaj vsak pošten Ljubljančan, če se je spravil na lov, res nalovil velike količine velikih primerkov. In smo te račke kar pridno iztrebali. In zato so se pač odločili, da jih bomo na novo naselili in so pripeljali v bistvu eno skupino rac na Ljubljansko barje, mislim, da jih je bilo 7 ali nekaj takega, neko manjše število, ki so odletele tisto jesen z gosmi. In potem smo jih mogli pa več pripeljati. To so jih pa novo skupino rac, spet Češke pripeljali in te race so danes skoraj da že zaščitni znak reke Ljubljance.